Četrta izvedba Mednarodnega otroškega pevskega festivala Brežice združuje otroke in mladostnike iz Slovenije, Bolgarije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Srbije. Tisto, kar je najtežje pri tem našem festivalu, dobimo ogromno prijav super odličnih pevcev, ampak moramo zbrati samo 60 najboljših, ker če ne bi to trajalo predolgo, ne? In od teh 60 najboljših, ki izberemo, potem razdelimo v 2 polfinalna večera in iz vsakega polfinalnega večera jih zberemo po 10 v finalu. Na festival se je sicer prijavilo 117 pevcev, starih med 6 in 17 let. Razpis, ki je potekal od februarja do konec maja, na ta razpis skratka so se prijavili pevci, 117 prijav, in potem smo organizirali avdicije. Ena je potekala v Brežicah, druga na Hrvaškem, tretja je bila pa spletna, za te zelo oddaljena. Ne moremo pričakovati, da bo, ne vem, iz Splita, iz Novega Sada prišli na avdicijo. Novost letošnjega festivala je, da se je najvišja starostna skupina predstavila z avtorskimi skladbami. Predvsem nas to veseli, da se je razvedlo, kakšen je naš festival, da res delamo na kvaliteti, da se trudimo, da otrokom omogočimo čim boljše pogoje nastopa. Nismo tekmovalni, ker pri nas, ne vem, prve 3 pevce nagradimo s posebnimi nagradami, sicer po polfinalu dobijo vsi lepa darila, priznanje in tako naprej. Res nas spodbujamo tekmovalnosti in poleg teh prvih 3 nagrajencev v finalu so pa vsi ostali četrti, tako da resnično nam je mar, da niso tekmovalno nastrojeni, da pridejo res uživati in se trudimo, da delujemo spodbudno, da so zmotivirani. Kar se je izkazalo kot uspešno, saj se številni mladi pevci radi vračajo v Brežice. Z možem sva dobila idejo, da bi ta festival organizirala v Brežicah, ker se mi zdi, da takih stvari manjka. Predvsem pa smo mi posebni, mislim, da smo tudi edini mednarodni otroški pevski festival, ki smo brezplačni, brez kotizacije. Se pravi, pri nas res nimajo starši samo prijavo nobenih stroškov, obdarimo jih lepo in trudimo se, da se predstavijo in maksimalno zasijajo na odru. Išli smo na taj način da omogućimo što više djeci da dođu na taj festival, što znači da smo potpuno besplatni, ne uzimamo nikakve kotizacije i omogućavamo svim bez obzira na imovinsko stanje da se pridruže. To je jako bitno, pogotovo za one roditelje koji dolaze iz daleka. Tudi letošnji festival je nedvomno opozoril nase z odličnim naborom nastopajočih. Svake godine možemo reći da zaista dolaze djeca koje su već, mogu reći, zvijezde. Ima tu djece koje već nastupaju po televizijskim šovima i djece koje prvi puta dolaze i zaista su to jako talentirana djeca. Zaista, usudim se reći, svake godine imamo sve bolje i bolje natjecatelje, udeležence. S time je nama u žiriju dosta teško odabrati. Organizatorji misli že usmerjajo v prihodnost in pripravo festivala naslednje leto. Ja, sploh ni dvoma, čeprav je dela veliko, res, in tudi odvisni smo predvsej od vremena, ne. Je pa kar velik projekt, ker festival prenaša od lanskega leta dalje 11 televizij, se pravi, naredimo oddajo, ki se potem predvaja, tako kot na vaši Ansat TV, tudi na še mnogih drugih komercialnih, od jeseni pa tja do zime. No? In nekako se mi zdi, da smo uspeli opozoriti nase, tako da se tudi Slovenci recimo radi prijavljajo.